ID3 ni zdaj nek ekstremen oblikovni posebnež, to drži. Točno ta avto si že nekje videl, ne? Če si pogledal moj vlog v angleščini, ki sem ga pripravil za Continental, to je bil točno ta avto. A je bil? Se nisem zihar. No, končno se je ID3 pripeljal tudi na test, z njim sem naredil kar nekaj kilometrov, se z njim tudi dodobra spoznal od zunaj in od znotraj. Imam par stvari za povedati. Mogoče za začetek kar to, da po merah ustreza golfovim gabaritom. Šval 4,30 m, ampak kolesi sta potisnjeni v skrajne konce karoserije. In ko prideš do kabine, bomo kmalu vrata odprli, stari tam noter, je pa čisto druga zgodba. O dizajnu pa mogoče samo toliko, da je Volkswagen uspel narediti avto, ki izstopa, obenem pa... No, kaj naj ti rečem? ID3 ni zdaj nek ekstremen oblikovni posebnež, to drži. Konec koncev, tale za mano prej nas opozori z barvo kot z obliko pa z detajli, čeprav ta kolesa ne. Feltne se mi zdijo orang hude, drugače so kolesa tudi ogromna, 19-palčna v tem primeru. Drugače pa ni to isti avto, ne? Ti si bo na nemških tablah, tudi Continentalke, piše Winter Contact TS 850P. Zelo dobra guma, mimogrede. Ok, gremo naprej. A je pa mogoče samo še to, če smo že pri sprednjem delu avtomobila. Če se boš ti odločil za običajne LED žaromete, potem bo vse skupaj izgledalo malo drugače, kot če boš zbral matrične LED žaromete. Se veš, potem se pa znamka malo igra z detajli in tako naprej in ta avto recimo je opremljen z matričnimi LED žarometi, pa tudi tukaj je en svetilni trak, pa na drugi strani logotipa, pa vse skupaj izgleda malo bolj atraktivno. Drugače pa točno tale ID3 del tiste First Edition serije, to tudi jasno piše na... Kje že piše? Pricam le. Vidiš? Zdaj do cen, do oprem, do zmogljivosti pridemo pozneje, pa tudi tam ne bom na dolg pa na širok. Imam fotografije, da si boste sprot lahko stiskali pauzo, pa si vzeli čas, pa si tudi to pogledali. Je pa tako, ko se enkrat zakopljaš v detajle, pa s tem ne mislim na karoserijske nalepke, ampak recimo v zadnji spoiler, ne? Ti zelo hitro rata jasen, kaj je primarna naloga tega avtomobila. Biti aerodinamično učinkovit. Zdaj pa, če že stojimo zadaj, kako že, takole se kufer odpre. 385 litrov ga je. To je več kot dostojno velik prostor za avto, ki bi znal biti tudi prvi avto v družini, v tem primeru napolnjen paket para pomoč, kabel in tako naprej. Pa tukaj spodaj, poglej, je spravljen še eden. Zdaj se dajmo pa odločiti, pogonski sklop, baterije in tako naprej, pa doseg, gremo v kabino. Gremo najprej v kabino, pa se pol tistega lotimo. Prav. Pejmo najprej pogledati, s čim ima opravka voznik. Voznik ima opravka s precej pametnim avtomobilom. Recimo tudi to, vem, tudi Tesla to zna, pa mogoče še kdo. A veš, ko prideš v avto, ga niti ne rabiš zagnati, vse, kar rabiš narediti, je, da pač daš v D, tole stikalo, s katerim pravzaprav zbiraš smer vožnje, ali D, ali rikverc, ali daš pa v P, je pravzaprav premično takole naprej. Poglej, to je D, rikverc, P. Aha, parking senzori so se vklopili. No, takole zgleda pa pogled z voznikovega zornega kota. Pejmo lepo pa po vrst. Pred mano, oziroma na drugi strani volana, je tak zelo priročen zaslon, ki ni prevelik, ne deluje glomazno, drži se ga ta izbernik smeri, ki sem ga prej opisoval. Tukaj dobim neke osnovne informacije. Levo je površina občutljiva na dotik, kjer upravljam, zelo je občutljiva, mimogrede z recimo gretjem stekel, pa upravljam luči in tako naprej. Potem prijemo do ene posebnosti, ki je povezana z dviganjem pa spuščanjem šip. Poglej, samo dve stikali imaš, ampak šipe grejo pa gor ta prve, pa te v drugi vrsti tudi. In zadeva je zelo preprosta. Če želim spustiti sprednjo šipo, bom to naredil s tem stikalom. Logično, ne? Če želim spustiti pa zadnjo šipo, se bom pa najprej dotaknil tega dela in potem spustil še zadnjo šipo. Ok, zdaj pa nadaljujemo s kabino. O volanu ne bom zgubljal besed. Stikala oziroma površine občutljive na dotik, ki se pravzaprav na nek način tudi odzivajo in ti davajo feedback. Davajo, sem rekel. Potem pa vmesnik. Vse skupaj deluje zelo lično in tudi na ta način upravljanja smo se že malo navadili, recimo pri Golfu ali pa pri Seat Leonu. Je pa res in do podobnega zaključka so recimo prišli tudi na Motoreviji. Jure vem, da piše ta avto. In oba se strinjava, da ima Volkswagen tukaj predvsem pri softveru mogoče še malo lufta, zato ker do enih stvari rabiš po mojem mnenju čisto preveč korakov, da do njih prideš. Ampak generalno gledano je pa vse skupaj zelo odzivno, zelo lično. Občutek kakovosti, ne, tudi v tem je bilo že veliko govora, ko pride do te kabine. Eno stvar je treba vedeti. Namreč strinjam se, da so nekateri materiali v tej kabini trši, kot bi človek pričakoval. Konec koncev gre za električen avto, pri katerem varčevanje ni potisnjeno v ozadje in tukaj se verjetno varčuje tudi malo z materiali. Ampak kljub temu je pa v tej kabini v vsakem trenutku, ne glede na to, kje sediš,
prisoten jasen občutek kakovosti, ker so vsi deli tega avtomobila sestavljeni odlično. Drugače pa, če se lotimo še mimogrede, dober detajl tamle, ne? Pauza, pa play, ko hočeš iti naprej. Tukaj imamo pa drugačeno mrežico, en tak zelo izrazit, radodaren cup holder, ogromen prostora, telefon, drobnarije, pa potem seveda še tale sredinski greben z velikim predalom. Tukaj recimo meseno masko noter, 2 USB-C izhoda, pa še en priročen predal, tudi predali v vratih, to je itak klasika za koncern, so veliki, pa pol še pred sovoznikom, poglej, ta sicer po velikosti ne izstopa. Sprednja sedeža pa tudi za zadnje podobno velja oblikovno preprosti, kar se tiče materialov pa samega pristopa še kar zanimivi, predvsem pa udobni. Mimogrede sredinska naslona sta 2, posamezno nastavljiva s pomočjo tega gumba tukaj spodaj. Pa še eno posebnost bi rad izpostavil, vidiš tale pildek tukaj. Fora je v tem, da ima ta avto sredinski airbag, ki je spravljen sem noter v desen del sedeža in ga v primeru trka, ki bi to zahteval, napihne tukaj, ker pomeni, da naredi zaveso med voznikom in sovoznikom. A veš, kaj se lahko zgodi tudi ti skreš, ki butnete skupaj in to lahko prepreči take poškodbe. Fajn stvar. Toyota Yaris, recimo, ima tudi to. No, potem pridemo pa do prostora. Ja, drži. Ni dosti večji kot Golf oziroma sta si po merah tam. Pol prideš pa v kabino, ali spredi, ali pa v drugo vrsto pa rečeš, čak malo. Ker prostora je pa ogromen. In občutek v kabini je dober. Pa tudi na nek način, ne znam niti razložiti, ampak takoj, ko prideš v ID3, ti je jasno, da je to drugačen avtomobil. Drugače pa vidiš, 2 usnjena žepka tukaj na vrhu, pa še en tukaj spodaj. Enako na sovoznikovem sedežu. Ful so dobri zici. Ne, res so mi všeč, no. Tole moram dvigant, če bi se tle zadnji vozil. Pa naslon. Aha, klasičen cup holder. Vidiš? Ok. Pičemo dalje. No, zdaj pa doseg baterije, pogonski sklop. Če si vsaj malo študiral že na temo tega avtomobila, veš, da imaš baterije lahko 3. 45, 58 ali pa 77 kW. Tale recimo je prednost tisto sredinsko. Baterije so spravljene v podno avtomobila in se potem to modularno prilagaja glede na to, kater avto gre pač iz tekočega traku. Imam eno dobro fotografijo, kjer je jasno razloženo, kakšni so ti moduli in kako izgleda, ki jih potem filaš z baterijami. Zato, ker ta osnoven modul za manjšo oziroma srednjo baterijo je enako velik. Če bi izbral pa unga 77 kW baterijo, pa je pa to že druga zgodba, je pa večji. In s tem seveda variira tudi masa avtomobila. Drugače se mi pa zdi en podatek še posebej zanimiv. A veš, ta avto je bil tako zasnovan, da baterija oziroma njeno ohišje pravzaprav je del osnovne strukture avtomobila in prispeva k večji togosti. Do tega prijemo pozneje, ker se bomo dotaknili voznih lastnosti. Drugače pa 150 kW sistemske zmogljivosti, švoh 8 sekund do 100, ampak ta do 100 podatek itak ni relevanten. Pomemben je bolj to, da ti pri katerih koli hitrosti, če ni zdaj to res visoka avtocestna, stisneš gas, luštno potisne. Pa mogoče dober podatek zavejo tudi to, da je celoten baterijski sklop termično nadziran s hladilno tekočino, ker imeti nihanja pri taki stvari, kot je avtomobilska baterija, ko pride do temperature, pa učinkovitosti nikoli niso dobra. Kar se polnjenja tiče, veš, kakšne omejitve so, če si ti doma, pa boš na šuko dajal tudi 3,6 kW na uro z domačim wallboxom, seveda ta vrednost zraste. Pol pa počasi pridemo že do porabe. Ta seveda tako kot pri bencinskih ali pa dizelskih avtomobilih variira. Odvisno seveda tudi, ali se boš veliko gibal ali pa zadržal na avtocesti, ali boš primarno v urbanih okoljih v mestu. No in z Žirotom sva skupaj prišla do enega zaključka. Če se boš ti primarno gibal v mestu, če boš vozil varčno, potem bi znala biti poraba, dajmo reči, 16, 17 ali pa mogoče celo 15 kWh na 100 km. Strošek si moraš pa sam zračunati, ker ti najbolj veš, kje bi ta avto filal, ga boš doma ali na polnilnici ob avtocesti. Poraba pri meni na testu, ki je bilo tudi kar nekaj avtoceste, ne pa veliko, ker sem ga imel v mestu tudi parkiranega v Ljubljani. No, v tem primeru je meni nucil med 17,5 pa 18,9 kWh na 100 km. Se za kapaciteto te baterije sem že povedal, 58 kWh. Zdaj pa tako, ko pride do ponudbe, ki je povezana z velikostjo baterije, s paketi, z vsemi stvarmi, ki jih moraš vedeti in je zraven pripeta tudi cena, tukaj bi lahko kar nekaj časa govoril. Lej, dam ti možnost, da stisneš pauzo, pa vse v miru naštudiraš. Tukaj bo zdaj napisano vse, mislim, da bom pokazal eno ali pa celo 2 fotografiji, jih pustim gor po sekundo, pol pičimo pa naprej. Dobro, pa če že talam te fotke levo, desno, kdor bi se želel pozanimati pa poglobiti v seznam asistenčnih sistemov, ogromen jih je, izvoli. No, zdaj pa še ena fotografija, ta je povezana pa predvsem z načini polnjenja, da boš vedel, kakšne so njegove zmogljivosti, ko pride do tega. No, za na koncu sem prišparil pa eno stvar, ki mi je bila kljub temu, kaj vse ID3 zna ponuditi, daleč najbolj všeč. In to, kako se ta avto
pelje. Ta prva stvar, ki mi je všeč, ful dobro blaži. Nikoli nimaš občutka, da je ful športen, ampak vse zna iti ful luštno čez ovink, predvsem v tem smislu, kako se ti kot voznik, pa tudi potniki počutiš, ko si na sredini ovink. Ful se lepo ceste drži. Hvalim tudi stabilnost pri višjih hitrostih na avtocesti, predvsem pa jasno postane zelo hitro, kakšnemu okolju je ta avto zares namenjen. Zato, ker okretnost, stari, številko v obračalnem krogu sploh gledati nisem šel, ampak jaz sem imel občutek, da se obrnem na manjšem prostoru, kot bi se obrnil lahko s polom. Tak feeling sem dobil. In ravno ta občutek je pri meni podvojil veselje do druženja pa vožnje tega avtomobila, zato ker sem se res večino časa z njim zadrževal v mestu. In moram reči, da sem se vsakič prav z veseljem noter usedel. Tudi zato, ker sem vedel, kaj me čaka, da bom a veš. Pravzaprav je tak hecen paradoks. ID3 ni majhen avto, ki ga pa voziš, pa moraš smukati v kakšno luknjo ali pa ga manevriraš po kakšni garažni hiši, takrat imaš pa feeling, da voziš malčka. Tem je fora. Folk, to je to. Jaz mislim, da sem bil dovolj izčrpan, da si nabral neke osnovne informacije, da si se spoznal s potencialno prakso, kaj bi pomenil, če bi si ta avto umislil. To je to, če imaš kakšno vprašanje, prosim napiši v komentar, če ne pa nič, ne rabiš, ni nujen. Ajde, čau.